Ja, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi verniki, Jezus na potovanju skozi Cezarejo Filipovo postavlja svojim učencem zelo preprosto vprašanje, kdo sem, kaj pravijo drugi o Jezusu, kdo je, in potem, kaj pravijo učenci sami, kdo je sin človekov. Nihče ni mogel odgovoriti, razen Simona Petra, ki priznava, da je Jezus Božji sin. Jezus na to odgovori, da Peter do tega spoznanja ni prišel po lastnem razmišljanju, svojem naravnem razumu, ampak je bilo to razodetje, ki mu je bilo dano iz nebes. Zaradi tega pa Gospod obljubi Petru, da ga bo postavil za poglavarja cerkve, mu izročil ključe nebeškega kraljevstva, da bo mogel voditi vso cerkev v Kristusovem imenu. Poročilo o izpolnitvi te obljube smo slišali v današnjem evangeliju. Potem, ko so Jezusa ujeli na Veliki četrtek, so se njegovi učenci razbežali. Peter, ki je svojemu učitelju prisegel zvestobo, pa je Jezusa 3-krat zatajil. Kmalu zatem je Peter bridko jokal, se pokesal, in Gospod, ki je želel, da bi mu Peter javno razodel svojo zvestobo, mu je po vstajenju postavil trojno vprašanje: Peter, ali me ljubiš? Peter 3-krat potrdi svojo zvestobo, Jezus pa mu 3-krat slovesno potrdi obljubo in ga postavi za svojega namestnika na zemlji, za poglavarja svoje cerkve. Pasi moja jagnjeta, pasi moje ovce, je Jezusov odgovor, pri čemer jagnjeta pomenijo same pastirje, ovce pa vernike, saj je bila Petru dana vrhovna oblast v cerkvi, ne le glede vernikov, ampak tudi nad drugimi apostoli. Ker pa mora cerkev vršiti svoje poslanstvo skozi stoletja, je ta oblast prenesena na naslednike svetega Petra, na vsakokratnega papeža, ki prejme isto oblast, isto vrhovno oblast v cerkvi. Kaj točno pravi ta ukaz? Naj sveti Peter in njegovi nasledniki pasejo Gospodovo čredo. Iz tega izhaja trojna dolžnost svetega očeta papeža v splošni cerkvi, služba posvečevanja, poučevanja in upravljanja. On mora Božje ljudstvo posvečevati iz tistih virov, ki jih je Gospod zapustil svoji cerkvi s svetimi zakramenti, blagoslovi, da pritegne duše k Bogu s svojo molitvijo in predvsem s svetostjo svojega življenja. Obredje svetih zakramentov in bogoslužja je cerkev prejela od samih apostolov, vsebujejo pa bogate vzvišene molitve in obrede, ki naše duše usmerjajo k Bogu. Zato je posebna papeževa dolžnost, da jih skrbno varuje in pospešuje vse, kar vodi v čast in slavo Božje hiše. Na to je dolžnost vrhovnega pastirja, da poučuje Božje ljudstvo v resnicah vere, v katoliškem nauku, ki edini vodi k resničnemu spoznanju Boga. Tega nauka ne sme popačiti ali spremeniti. Zato je Prvi vatikanski koncil slovesno razglasil, da Petrovim naslednikom Sveti Duh ni bil dan, da bi z njegovim razodetjem oznanjali nov nauk, ampak da bi z njegovo pomočjo ohranili sveti nauk in zvesto podali razodetje ali zaklad vere, ki so ga prejeli od apostolov. Tretjič pa vsak pastir, zlasti pa naslednik svetega Petra, mora voditi Božje ljudstvo, ga usmerjati na pravo pot, da doseže svoje zveličanje. Dajati mora jasna navodila, vsakogar usmerjati k uresničevanju Božje volje v svojem življenju, pa tudi svariti pred tem, kaj je narobe, boriti se proti napačnim predstavam in napačnim naukom, varovati Božje čredo pred krivimi preroki. Številni Petrovi nasledniki so dali odličen zgled v hoji za Kristusom kot dobrim pastirjem. Odlikovala jih je svetost življenja. Do Drugega vatikanskega koncila je bilo 80 papežev, ki jih častimo kot svetnike.
Mnogi med njimi so bili tudi mučenci. Številni papeži so se odlikovali s pogumnim ohranjanjem vere in obrambo katoliškega nauka pred zmotami ter s tem prispevali k ohranjanju krščanske civilizacije. Med njimi kot enega posebno velikih zgledov častimo zadnjega nedvomno velikega svetnika našega dragega papeža svetega Pija X. Že od njegovih mladih dni so verniki v duhovniku, kaplanu in župniku Don Giuseppeju Sarto prepoznali pastirja, ki se ves predaja za rešitev svoje črede. Odlikovala sta ga neumorno delo ter stalna in vztrajna molitev. V Don Sartovi sobi je svetilka gorela dolgo v noč, on pa je spal le nekaj ur na dan, dolge ure pa preživel v molitvi in premišljevanju božanskih stvari. Od Gospoda je prejel posebno moč, da je prenašal nadčloveške napore pri opravljanju svoje duhovniške službe. Vse življenje je živel zelo revno in velikokrat je svoj zadnji novčič, obleko ali kos hrane dal za potrebe revežev. Kasneje je kot škof v Mantovi s popolnim zaupanjem v Božjo previdnost uresničil načrt velike obnove te škofije, pomagal premagati veliko bedo in revščino ter prebudil številne duhovniške poklice. Svoji ponižnosti se ni ogotovljal opravljati niti najbolj navadnih in ponižnih del. Kljub temu je oblečen samo v svoj črni talar, obiskoval bolnike in dajal tisto, kar je sam potreboval za življenje, za potrebe ubogih. Kot beneški patriarh pa je močno prispeval k duhovni rasti te starodavne škofije in postal med božjim ljudstvom občudovan zaradi zavzetosti brez vsake rezerve za božjo slavo in zveličanje duš. Vsak je začel v svojem pastirju prepoznavati živega svetnika. Ko je šel na konklave po smrti papeža Leona XIII., je svojim vernikom rekel: vrnil se bom. In se v svoji ponižnosti hotel izogniti tako veliki službi. Na vprašanje svojih bratov, kardinalov, ki so ga izvolili, je odločitev sprejel kot svoj veliki križ. Kot papež je Pij X. storil vse za gradnjo in ureditev Božje cerkve, uredil je bogoslužje, omogočil zgodnje prejemanje svetega obhajila in spodbujal pogosto prejemanje svetega obhajila. Ko je molil pred Najsvetejšim, je opazoval rdečo luč blizu tabernakla in zaslišal notranji glas, ki mu je govoril, naj zaneti ogenj Jezusove ljubezni v vseh dušah, narediti je treba iz krščanskih duš živa svetišča, iz katerih se bodo dvigle prošnje za nujne potrebe cerkve in sveta. Prenovil je tudi plemenitost cerkvene glasbe s spodbujanjem uporabe gregorijanskega korala. Takrat so se pri slovesnih mašah izvajale umecnine, ki so kljub svoji vrednosti zasenčevale skrivnost, zato je papež želel glasbi povrniti pravo duhovno razsežnost, da bi postala resnično peta molitev cerkve. Uredil je tudi cerkvene zakone, tako da je dal sestaviti zakonik cerkvenega prava, mojstrovino, katere vrednost je kasneje hvalil tudi svet, ki je cerkvi nasprotoval. Človek je ranjen zaradi izvirnega greha in potrebuje disciplino, da bi mogel premagati vse svoje neurejene strasti, se ločiti od vsega posvetnega in se popolnoma izročiti Bogu. Za kakšno prevaro je šlo, ko se je v zadnjem času vse od drugega Vatikanskega koncila verjelo ravno nasprotno, da se bo cerkev prenovila s oslabljeno disciplino, kakor da človeška narava ni več ista
grenki sadovi, ki so sledili, so pokazali, kako resnično je izročilo izkušnja cerkve, da je prenovo vedno mogoče doseči le s krepitvijo discipline, ne pa z njeno oslabitvijo, kot se je pokazalo že večkrat v zgodovini, ko je cerkev potrebovala veliko obnovo. Sveti Pij X je bil odločen zagovornik pravic cerkve in ni pristajal na nobene kompromise. V začetku prejšnjega stoletja je cerkev močno pritiskala brezbožna prostozidarska oblast v Franciji, ki je želela odstraniti vsak vpliv vere v javnem življenju. Zato je bilo ustanovljeno kompromisno združenje, ki je pritegnilo duhovnike, da bi se prilagodili zahtevam vlade in jim v zameno ponudilo nekatere privilegije. Papež je bil postavljen pred težko odločitev, ali dovoliti sodelovanje s vladnim združenjem ali ga prepovedati. Pred seboj si je predstavljal na tisoče duhovnikov, ki iztegujejo roke in prosijo za pomoč v svoji bedi, vendar je ravno pogumno in odločno prepovedali sodelovanje z brezbožnimi oblastmi, to pa je cerkvi prineslo prenovljeno vnemo v njenem poslanstvu. Ta sveti papež nam je tudi vzor pri obrambi svoje črede pred napadi plenilcev. Sveti Pij X se je odločno zoperstavil zablodam svojega časa. V cerkev so začele vse bolj vdirati posvetne ideje, ki so katoliški veri odvzele vsak nadnaravni pomen. Zato je papež obsodil modernizem, sintezo vseh teh zablod in sprejel zelo ostre ukrepe, da bi bil popolnoma zatrt. Obsodil je dejanja in ideje njenih predstavnikov, izdal okrožnico Pascendi, dekret Lamentabili in uvedel protimodernistično prisego, ki jo je moral izreči vsak kandidat za prejem svetih redov. V teh zablodah je videl strup, ki uničuje odrešensko poslanstvo cerkve in opozoril, naj bodo pastirji v prihodnje zelo previdni, da ne bi spet naredili prostora temu zlu. Nekaj časa so papeži sledili njegovim naukom, do Pija XII. Je cerkev skrbno zatirala ta plevel, potem pa je prišlo do popolnega preobrata. Naslednji papeži so povsem prezrli opozorila svetega Pija X. in dali prostor pospeševalcem teh zmot, da pustošijo Božjo cerkev vse do danes. Jasno pa nam mora biti, dragi verniki, da ni druge poti za obnovitev cerkev od tiste, ki nam jo je pokazal naš veliki svetnik. Sveti Pij X. nam je dal zelo jasno vizijo, kako se prenoviti v Kristusu. To nam je pokazal s svojim svetniškim zgledom, s svojim jasnim naukom, s svojimi odgovori na izzive časa, ki niso nič drugega kot apliciranje tradicionalnega katoliškega nauka na spreminjajoče se življenjske okoliščine. Če hočemo, da cerkev dobi novo moč, da postane jasna luč na tem svetu, se moramo vrniti k tem izvirom, moramo sprejeti tisto veliko znamenje, ki nam ga je Gospod dal v tem času, v našem velikem in dragem svetniku, papežu svetemu Piju X. Molimo za razsvetljenje vseh, ki tega nočejo ali ne morejo prepoznati. Molimo tudi za papeža Frančiška, ki ga je Gospod dal za naslednika v službi svetemu Piju X., da mu podeli milost posnemati tega svetega papeža v njegovih besedah in dejanjih. Obnova cerkve se začne pri Kristusovem namestniku, svetemu očetu papežu, in je odvisna od njega. Prosimo torej Gospoda, da bi nam na Petrovem stolu dal še enega vzornika, ki se bo popolnoma
predal službi vodenja Kristusove črede in naj nas spremlja priprošnja svetega Pija X., našega nebeškega zavetnika, da bi v teh težkih časih ohranili vero in tako prišli v nebesko občestvo z njim. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.